Smo v hiši Lojzka in Jožeta Kosmača. Jože je bil moj učitelj tehničnega pouka na Gorjanski šoli. Je tukaj eden najbolj znanih občanov v Gorjah. Pred kratkim je napisal kronologijo vasi Krnica. To je vas, v kateri smo danes. Ta vas je ena od 12 oziroma sedaj 13 vasi, ki sestavljajo občino Gorje. Jože, kaj vas je navedlo k temu, da tako podrobno popišete? Tukaj je popisana vsaka hiša, vsaka družina, od vseh ste tudi dobili dovoljenje za slike. Kaj vas je navedlo k takemu natančnemu, bi rekel, dolgoletnemu, skrbnemu delu? Motiv za to je bil, ker sta me vnukinji vzpodbujali in ker se mi je zdelo škoda, da se nekatere stvari, ki so bile nekoč tako drugačne, da gredo v pozabo. Predvsem je bil to eden od teh motivov in to me je napeljalo in pa seveda, ker imam tudi rad fotografijo, sem tudi hotel, da nekako ostane spomin na vas, kajti vemo, da se iz dneva v dan se potem slika vasi spreminja, in da nekaj ostane tudi za zgodovino. Ta vas je ena mlajših v Gorjah po nastanku. Kaj bi lahko rekli v njej? Kaj je zanjo značilno? Kaj so ljudje počeli? Zakaj so se naselili tukaj? V čem se je tako zelo spremenilo življenje? Vi ste predvojna generacija še. Doživeli ste vojno, prav tako vaša žena. Doživeli ste povojne udarniške čase in vse spremembe, ki so sledile. Opisujete prve avtomobile vasi, prve televizorje in tako naprej. Kako je to šlo skozi to, če vzamemo recimo to vas Krnica? Kako so se stvari spreminjale? V Krnici so se verjetno naselili prvi ljudje zaradi tega, ker je zelo vodnata, bogata z vodo in leži na nekem prometnem, zanimivem kraju, kjer imamo vstop na Pokljuko, v Radovno, z Blejskega kota. In seveda k tem so pripomogli tudi kasneje potem k razvoju vasi, nedvomno Fužine v Radovni, ker v bližini so bila nahajališča rude in pa seveda dovoljšne zaloge lesa za oglje. In so bili dani ti pogoji za razvoj fužinarstva. Še danes lahko vidimo recimo rudne jame po Pokljuki, po Mežakli, kjer so kopali rudo za oskrbo teh. Čeprav so te fužine doživljale vzpone in padce, seveda pomen je bil pa tudi vodna moč za te fužine in zato so recimo te fužine kar dolgo časa, skoraj pol stoletja, to se pravi 400 let približno, lahko delovale. Sprva kot samostojne fužine, kasneje so pa, ko so bile rodišča okoli naše vasi ali pa v bližini izčrpana, takrat so pa vozili iz Javornika, ker so postale potem fužine del javorniških fužin, so vozili z volovsko vprego surovo železo, ki so ga potem pretapljali v Radovni v kakovostno jeklo, ki je bilo zelo, zelo cenjeno. Kaj pa druga uporaba vode? Tukaj so bile tudi žage, mlini, tega danes seveda ni več, razen za turistične namene. Zamenjale so jih te manjše elektrarne, ki jih pa ljudje gradijo. Ja, Radovna ima na svoji poti, je poganjala kar veliko število mlinov in pa žag
in pa tudi kovačnic, a ne. Kasneje seveda so se potlej, ko ni bilo več potrebe, to se pravi, ko ni bilo več, na kmetijah niso več sejali žita, a ne, so ti mlini zastali, a ne, in so jih večina lastniki spremenili v male elektrarne. Kaj pa recimo poljedelstvo, zemlja je tukaj skopa? Ja, zemlja je bolj skopa, v okolici Krnice, a ne, in tudi pridelki so bili manjši, zato ker Krnica je bila zaradi tega tudi pretežno kajžarska vas in vsak kajžar je pač ni mogel preživeti svoje družine z dohodki iz svoje kmetije, ampak je moral nekje služiti denar ali s furanjem ali z obrtništvom ali na drug način. Ja, les je bil tukaj pravzaprav tudi en vir preživetja, ne? Ja, les je bil nedvomno pomemben za preživetje mnogih kmetij in pa tudi kajžarjev. Sprva so seveda sekali les za oglje, predvsem za oglje in za kurjavo. Kasneje z odprtjem Bohinjske železnice, takrat se je pa odprla tudi lesna trgovina in takrat so pričeli potem, počasi so ugasnile peči v Fužini, v Radovni, in takrat potlej se je pa odprla trgovina z lesom, ker je bilo trgovanje s Trstom in pa drugimi deželami. In zanimivo je, da so takrat vozniki vozili les iz Pokljuke po stari Pokljuški cesti in so ga odlagali ob poti na Račah, ker so ga vozili pozimi po nespluženih cestah. Poti skozi vas gorje proti Bledu so bile pa plužene in tam je les počakal na pomlad, da so potem ta les prevozili z vozovi naprej. Morda je zanimivo to, da je včasih recimo bilo zelo uporabno tudi lubje od smrek za predelavo usnja in je lubje običajno plačalo tega gozdnega delavca, golcarja. Kdo pa so ljudje, ki so se naselili tukaj? To je šlo za kolonizacijo v srednjem veku, ne? Se je struktura potem kaj spreminjala ali recimo rodovniki, vi ste izdelali svojega, segajo tja do srednjega ali vsaj novega veka nazaj? Ja, ljudje in kako ne rečem, no. Se je prebivalstvo mešalo? Prebivalstvo se je mešalo, ja, ne. Kdaj se pa to začne, recimo, jaz se še spomnim, še po vojni pravzaprav so se ljudje ženili v radiju 10, 15, 20 kilometrov, ne, pripeljati ženo iz sosednje vasi, ne, je bil že cel dogodek, da ne rečem kaj več, ne. Se je to potem spremenilo z modernizacijo, z industrializacijo ali kako? Ja, prebivalci Krnice so verjetno, a ne, sprva so bili najbrž, ko so prihajali, a ne, so bili kmetje, verjetno. So bili kmetje, ja, a ne. In
Se pravi, poreklo je verjetno kmečko, ne, izvirno poreklo. Potem pa pač pridejo Fužine, pride tudi industrija, ne, tovarna na Jesenicah in tako naprej. Se veliko ljudi iz gori je hodilo na delo, tudi, saj še danes, no, ampak takrat je bilo to še bistveno več na Jesenice, ne, in v druge tovarne. Prvi prebivalci, verjetno tudi v Krnici, saj v bližini, med starejšo vasjo Povšica, vemo, da so bili da so našli ostanke iz kamenje dobe in verjetno so se priseljevali, potem tudi rimske novce so našli tam, to se pravi, da je bilo to naše območje poseljeno že v kamenji dobi in kasneje tudi v bronasti dobi in kasneje. In verjetno so se ti slovanske naselbine so. Tako slovanske naselbine. Andrej Pleterski piše o Pražupi, ki naj bi obsegala to območje. To območje, Kasneje so pa verjetno družine so se priseljevale, tudi moji predniki, moja mama se je pisala Peterman, in to je pravzaprav nemški priimek. In po vsej verjetnosti so prišli to kot neki kaj s tem, strokovnjaki iz Tirol. Večina ali velik del te poselitve je iz Tirolske. Kot recimo okrog Železnikov in pa teh predelov. Seveda večina so bili pa to domačini, kjer so se preseljevali, recimo jaz ne vem, iz Bohinjske Bele, iz Bohinja, iz Bleda, skratka to je v zadnjem času, recimo jih je pa tudi nekaj prišlo tudi od drugod, iz recimo naših nekdanjih južnih republik, in ti so ustvarili tudi tu pri nas družine, Mislim, da smo jih vse lepo sprejeli, spoštljivo. Se pravi, ta struktura, torej struktura prebivalstva, demografska struktura se pač skozi vsa ta stoletja spreminja, najbolj pa v zadnjih desetletjih verjetno. Gotovo. Pa tudi število prebivalcev se seveda zelo spreminja. Recimo, če je bilo prej na Stari Pokljuki, ki je bila še obljudena, takrat so bili gor recimo številne kar močne družine, 3, dočim danes ni nobenega več. Podobno je bilo v Radovni, in recimo v Radovni pri Fužini so organizirali 1883 šolo, ki je seveda potlej s Fužinami tudi zamrla. To je bila podružnična šola gorjanske osnovne šole. In ta slika se seveda zelo, zelo spreminja. Mislim, stanje. Kako ste pa vi doživljali ta čas? Velik del te zgodbe, sodobne zgodovine, mi smo bolj na sodobni zgodovini, ste doživljali sami, neposredno. Kako je bilo pred vojno v času vašega otroštva, kako ste doživljali vojno in vi in soproga Lojzka je povedala, da so bili izgnani, da je bila enomesečna, ko jo je mama morala nesti v Nemčijo in tako naprej. Tukaj so bili in pred vojno in med vojno precej težki časi. Ja, res je, med vojno je bilo kar težko, ker nikoli nisi vedel, kdaj bo človek recimo izgnan ali pa celo ustreljen. Spomnim se nekaterih dogodkov, jaz sem bil takrat še mlad, spomnim se dogodkov, ko so Nemci nenadoma prišli
in naredili hišne preiskave. A ne. To je bilo kar stresno. A ne. Spomnim se očeta, da je vedno, ker je hodila k nam Jerca Pogačarjeva, hodila pomagati, ker jaz sem izgubil zelo zgodaj, a ne, svojo mamo, ko sem bil star 20 mesecev. In takrat je hodila v pomoč za gospodinjstvo, pa tudi za moje varstvo. Takrat je oče zmeraj pogledal na skedenj in okolico, da ne bi kje ostale kakšni propagandni listi. A ne? Če bi slučajno recimo Nemci naredili preiskavo. Spomnim se dogodkov, recimo, ko je na Kržetovem vrtu padel Klinarjev. A ne, tega dogodka se spomnim se tudi delno majčkeno se spomnim recimo Požiga Radovne. A ne. Vem, da je bil to izredno stresen dogodek, a ne, tudi za Krniško vas. Potlej po vojni seveda smo bili pa jasno vsi veseli, da je bilo vojne konc. Otroci nismo se tega niti zavedali, a ne, bolj pa naši starši, a ne, kako se je spremenilo. In takrat je bil izreden, lahko rečem, optimizem, pa izredno navdušenje. Ljudje so pomagali. Spomnim se, da so hodili z lopatami na rame, so hodili čez poljane, recimo, graditi novo bolnico. A ne. Vem, da je bil to čas, ko so ljudje res dobro med sabo sodelovali in pa si tudi pomagali. Ja, ampak za otroke po vojni pravzaprav vi opisujete, tudi ni bilo tako enostavno, ne? Vi opisujete, da bi skoraj vas neka bomba raznesla, ne? Ker je bilo veliko teh poznamo teh zgodb, veliko, ne? Zlasti tukaj sicer ni potekala meja, ne? Ob meji je bilo to še več teh min in bomb, ampak vendarle, ne? Lahko bi pravzaprav, ne, takrat šlo kar nekaj otrok iz teh vasi. Ja, res je. Sovaščan Štefan Ferjan mi je povedal eno zgodbo, ki je moj vrstnik, Šmonov Pavel, je dobil eno bombo, paradajzerco so rekli, a ne? Ja, to so te italijanske. Italijanska bomba, ja, in jo je tam, ne vem, verjetno otrok pač je radoveden in jo je aktiviral in takrat je Štefan rekel, vrš. Ne, in on jo je vrgel, ampak še vedno je delc te bombe zadev Štefana v nogo in takrat je bilo seveda vse bolj preprosto, takrat ga je mama naložila na kureto in ga s kureto peljala k zdravniku na Bled. Pa potem ni imel hujših posledic. Ne. Ja. Kako ste pa doživljali te modernizacije? Recimo vi opisujete, da že pred vojno je nekdo imel avto, ne, ampak ta prava motorizacija se začne tam nekje v 50-ih z mopedi, v 60-ih potem z fički in podobnimi zadevami. Ne? Kako ste to doživljali? In konec koncev tudi vodo, elektriko, te zadeve. Ne? Elektriko glede na to, kar ste povedali, so najbrž te vasi imele zgodaj, ne, si predstavljam. Ampak voda pa, čeprav je vode veliko, ne, vodovoda pa najbrž ne tako hitro. Ja. Prvi avto v vasi je po mojem vedenju, a ne, kot sem slišal, je imel Martin Potočnik. A ne, njemu so ga kupili verjetno takrat, ko so prodali hišo temu tovarnarju Golobu, a ne, in so njemu to kupili kot doto. A ne, verjetno, ne vem, verjetno so mislili, da bo z njim taksiral, a ne. To je bil prvi avto v Krnici, ki je bil že pred drugo svetovno vojno, a ne. Kasneje seveda so pa avtomobili le počasi so prihajali
ker je bil pač težko dostopno šele tam po letu 60-65 se je ekonomsko stanje izboljšalo, a ne, takrat pride do prvih fičkotov, če tako rečem, a ne, prvi puhi in prve jave so takrat prišle na trg, a ne, in nekateri so imeli tudi te motorne kolesa, teh znamk, a ne, seveda. Ja, moj oče je kupil Tomosov moped, ne, ki ga imam še zdaj, leta 61. Ja, to je bila ta zgodna motorizacija, recimo tukaj v vasi. Seveda, to je bila zgodna motorizacija, ker jaz se spomnim v mojem otroštvu, je bila cesta proti Bledu makadamska, ko smo hodili v gimnazijo, in takrat si redko srečal avto, a ne, ker ti avtomobili so bili res zelo redki, a ne. Ja, mi smo se še sankali po cesti, ne. Tako, ja. Tako, ja. Ni problem. Ja, seveda, a ne. In takrat je bilo res zelo malo avtomobilov. Doktor Benedik je imel, a ne, potem je bil taksist Turk na Mlinem, je imel avto, in pa potlej kasneje pa legendarni Tinček, a ne, imel tisti svoj enega Opelna, če se ne motim. Ja, ta nas je enkrat peljal na železniško postajo, ko smo šli na morje, ja, tega imam jaz tudi v spominu. Kaj pa vodovod? Ja, elektrika? Vodovod je pa, prvi vodovod, a ne, so Gorjanska občina in pa Blejska občina, predvsem zaradi Blejska občina je dala pobudo za izgradnjo vodovoda, ker Bled je bil slabše oskrbljen z vodo, tudi gorje, nekatere vasi, a ne, takrat so bile oskrbovane le z vodnaki, štirnami, a ne. In Anton Kocijančič prav zanimivo opisuje, recimo, kako so gradili pa iskali en vodnak tamle v Zgornjih gorjah, a ne. Krnica je pa seveda imela tam sedem študentov, a ne, nekaterih danes ni več, ker so jih poglobili, pa včasih so pa še prosto tekli čez pot, a ne, danes so to poglobili in nekatere niso več aktualni. Takrat je bila pa oskrba z reke Radovne, z teh študentov, a ne, je bila dobra. Za Bled je bil pa seveda, so pa začeli graditi vodovod, a ne. In ta vodovod so začeli graditi že pred Prvo svetovno vojno, a ne. Vmes seveda je deloma zastalo zaradi vpoklica v vojsko, a ne, zaradi pomanjkanja delavcev, a ne. Ampak kljub temu je bil ta vodovod leta 16, a ne, je bil že usposobljen in tako je oskrboval nekatere gorjanske vasi, pa del Bleda. Seveda v Krnici pa samo le nekaj hiš, ker večina ni čutila potrebe, po drugi strani pa še Hudourniški potok Buden z tem betonskim jarkom, a ne, je predstavljal oviro za napeljavo. In zato je Krnica pravzaprav dobila, mislim, vodno oskrbo recimo po posameznih hišah, šele pozno, seveda s tem v teh časih, ko začnejo graditi kopalnice, ko se začnejo graditi stranišča na izplakovanje. To so tudi 50-60 leta, pozno 50-60, pa še kasneje. Še kasneje, ja. Kako je bilo pa tu, elektrika je pa bila, ne? Elektrika je bila, ja, prvo elektrarno to se pravi, prva elektrarna je bila, ki je bila zgrajena za potrebe železnice v Vintgarju, a ne. Ja. To je kasneje potlej odkupila Kranjska industrijska družba za železarno Jesenice, za posodabljanje, a ne. In takrat seveda so bile potrebe pa želje po elektriki, a ne, večje, in tako so v Završnici začeli graditi to elektrarno Zavrh, kot je rečejo domačini tam, a ne.
In ta elektrarna je potem leta 15 so jo pripeljali, to se pravi preko Dobrave, so pripeljali te daljnovode proti Bledu in pa tudi proti Gorjam. In že takrat smo dobili, a ne, elektriko v Gorjah. Ampak to je bilo samo za razsvetljavo v glavnem. Ja, to je bilo v glavnem. Jaz se spomnim babice, ona je rekla, vedno do smrti je govorila, moram plačati luč. Ne moram plačati elektriko, moram plačati luč. Tako. Ja. Kaj pa družabno življenje tukaj? Kako je to potekalo? Vemo, da je tukaj polno nekih društev. Godba Gorje je gasilsko društvo, gasilske veselice tukaj so znane. Bila je folklorna skupina, moja mama je tudi plesala v njej se spomnim, imam še zdaj njeno obleko. Kako ste doživljali te čase, ne? Ker vaša mladost je bila v teh povojnih letih, ko so se stvari hitro spreminjale, ne? Ja, res je, po vojni so se te stvari spreminjale. Seveda, če pogledamo nazaj, je bilo kulturno življenje v Gorjah že pred medvojnem času kar razvito. Vemo, da je to čitalnico. Ja, je bila prej kot na Bledu, ne? Tako je bila ena prvih čitalnic na Gorenjskem, a ne? In vem, da se spomnim, da je po pripovedovanju sicer, a ne, da je moja mama recimo zelo rada brala in sigurno so bili, a ne, in takrat so delovali recimo društvo Orli in pa Sokol, a ne, in vsi so delovali tudi ali na športnem, pa tudi na kulturnem področju, a ne, organizirali so igre in pa spomnim se tudi recimo še po vojnem času, ko se pa spomnim, a ne, so bile pa tudi različne prireditve od iger. Bila je kulturna skupina, ko so igrali igre. V Spodnjih Gorjah je Kogoj, Jože je imel tamburaški zbor, a ne. Potem je bilo seveda bogata tudi športna dejavnost, in pa seveda tudi druge dejavnosti. Recimo Planinsko društvo Gorje je prirejalo izlete, zvečina takrat še avtobusov ni bilo, z vlaki, a ne, in takrat je bilo udeležencev recimo tudi po 90 na enem izletu. To je danes zelo težko dosegljivo. Ja, seveda, takrat je bila še ta zavest skupnosti, ne, kolektivizem, in so ljudje tudi prosti čas se je preživljal na tak način, ne. Z motorizacijo in z standardom pa pride individualizacija. No, kje ste pa vi spoznali Lojzko? Na plesu ali kje? Ja, no, ravno na plesu ne, težko bi rekel, poznali smo se, a ne. Iz vasi, ne. Dobro, ja. Takrat so bili v teh časih, seveda, avtomobilov nismo imeli, avtobusov tudi ni bilo. Naša zabava je bila, da smo šli v nedeljo recimo v kino na Bled, a ne, tam so bile 3 predstave. In takrat si se že moral zelo potruditi, da si prišel do vstopnice. Ja, seveda, vem. Ja, to se pravi, da dvorane so bile takrat nabito polne, a ne. In tam smo se spoznavali recimo tudi z okoliških vasi, z okolice Bleda, a ne. A ne. Potlej eno spoznavanje šol, tudi skozi šole, a ne, smo se recimo spoznavali. No, v Gorjah so sicer tudi vrteli filme, se spomnim iz mladosti, ne? Ampak samo ob nedeljah je prišel kino operater iz Radovljice, ne? In vrtel te filme. Ja, takrat to je težko zdaj oceniti, 50, več kot 50 let, to se pravi 70 let nazaj skoraj, ali pa 60 let nazaj. Takrat so bile te filmske predstave sicer bolj redke, a ne. Ja. Zanimivo je bilo tudi... Vinetuje smo gledali. Takrat je recimo en
poslovodja, trgovca iz Merkurja, Stane Tavčar, je hodil po svetu z mopedom in takrat je potlej imel predavanja z diapozitivi. Te so bile izredno dobro obiskane, je pa tudi na zanimiv način je to pokazal. To so bile potovanja po Evropi, pa tudi po Severni Afriki. Iz teh in te so bile resnično, da je dvorana je kar pokala po šivih ogorjah. Taka dobra udeležba je bila. Spomnim se tudi, da so prvi televizor, ki je bil v Gorjah, je bil v Zadrugi, no, domnevam, da je bil prvi. Je bil, tudi po ustnih virih bi jaz rekel, da je tako. In tam smo včasih hodili potem tudi gledati recimo novice in pa novosti, pa različne dogodke spremljali. Potem so pa kupili posamezniki, pri nas je en sosed, to je imel prvi Mandelc v Spodnjih Gorjah in smo tja hodili gledati. Kadar so nas pustili noter, seveda. Jože, vi ste tudi čebelar. Kaj pa bi v čebelarstvu lahko rekli? Iz vaše osebne izkušnje, pa tudi sicer, ali je čebelarjev v Gorjah, v Krnici recimo veliko, ali to ni kakšna posebno znana dejavnost tukaj? V Krnici sem pravzaprav edini. Nedaleč preč v Grabčah je Miha Larisi, in v zadnjem času je niha tam število čebelarjev tule v Gorjah, okoli 20 do 25, toliko je čebelarjev. Seveda čebelarstvo ima pa v Gorjah, pa tudi v okolici, nedvomno dolgo tradicijo. Vemo, da je prvi zapis o čebelarjih in to je pa prvi zapis nasploh o prevozu čebel na Slovenskem, je bil na Blejskem gradu, ko so Gorjanci že pred skoraj 400 leti so peljali brez dovoljenja grajskega oskrbnika, so peljali 72 panjev na Pokljuko, na gozdno pašo in seveda to ni ostalo skrito in je potlej za kazen so njemu morali dati jeseni 8 polnih panjev s čebelami in medom vred. In to je prvi tak zapis in to je bilo 70 let prej, preden je recimo Janša na Dunaju učil o pomenu prevozov čebel. Da čebele pelješ tja, kjer je paša, da je njim paša bližja, da je donos boljši in večji. Se pravi, nekje te tradicije, vi imate koliko, en čebelnjak? En čebelnjak, Jaz sem čebelaril v glavnem tam od 10 do 25 družin, tudi služba, pa delo doma, pa še delo na kmetiji, vse to ne dopušča, bolj ljubiteljsko. No, za čebele pravijo, da najbolj zaznavajo spremembe v okolju. Se vam zdi, da se je to tukaj zelo spremenilo, da se narava slabša? Nedvomno se narava slabša, pa tudi pogoji za čebele so vedno slabši. Intenzivno kmetijstvo z gnojenjem, z hitrimi odkosi, ko niti travniki ne morejo zacveteti, pa tudi, ker je intenzivno gnojenje, tam v glavnem prevladuje recimo bivnica, tam iz rože redke, vse to vpliva seveda na čebele, in paše je vedno manj. In tisti, ki ne prevažamo čebel, recimo tja, ki medi, recimo na akacijo ali pa na gozdne paše, smo odvisni od tega lokalnega donosa. Jože, 15. februarja boste imeli predstavitev knjige, želimo ji srečno pot, veseli smo, da ste jo napisali, in
da ste nam tudi razložili vse te stvari, ki danes izginjajo v pozabo. Ja, hvala lepa za obisk, bom rekel. In, no, mi bomo delali, kot veste, Gorjansko kroniko, ne, v dogovoru z občino in tam vas bomo še zelo potrebovali. Ja. Tako da računamo, da to ni zadnja stvar, ki ste jo napisali ali rekli o zgodovini Krnic, ampak seveda mi bomo šli malce širše na vse te vasi zgodovine gori. Še enkrat hvala. Ja. Hvala lepa vam.